Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj in vsak posebej na ta lep sončen dan. Počutim se sončno, lepo, hkrati pa me skrbi v tako kratkem času povedati veliko. Ampak ne bo to priložnost opozoriti na neke določene stvari iz spletne strani, kjer imamo v Pionirji objavljene popolnoma vse ažurne informacije, tako da spletno stran domačite in se zatekate na podstran Pionirske po vse informacije, ki vas zanimajo, ali pa tudi na naš kontaktni naslov pionirska@mkl.si. S kolegico Kristino Piko si bova razdelili današnjo predstavitev vsaka 10 minut. Sicer pa vas vabim že danes v Pionirsko, da pridete na ogled med odmori, recimo, po kakšno gradivo, ki ga imamo na voljo. Pomlad je naš čas za mladinske knjižničarje, mladinsko književnost. Danes ali pa kadarkoli vas pot pelje v Ljubljano. Bodi dovolj, greva kar na predstavitev našega poslanstva, našega dela iz spletne strani, namensko, zato da boste vedeli, kje dobiti informacije o nas. Vem, da mnogi to že zelo dobro veste, ampak vendarle prihajajo novi kolegi. Pa začnimo. Torej, izhajamo iz spletne strani MKL Ljubljana, poiščemo podstran Pionirske, ki je lepo umeščena med kompetenčne centre in vsebine. Kliknemo na Pionirsko, kjer imamo 6 zavihkov. No, najprej sva dogovorjeni, da predstavi vsaka 3, čisto informativne. Spregovorila bom nekaj o Pionirski. Pionirska ima, tako kot je rekel že kolega Aleš, nekateri centri imamo kar dolgo tradicijo, korenine, naše drevo je mogočno. Torej, Pionirska izhaja iz Pionirske knjižnice v Ljubljani, ki bo čez 3 leta praznovala 80 let, torej je kar gospa v zrelih letih. Bila je sreča, da je bila Pionirska že kmalu od ustanovitve naprej nekakšen tudi center za področje mladinske književnosti in knjižničarstva. Imela je k sreči odličen kader, ki je delal na nacionalni ravni, dobival spoznanja v mednarodnem prostoru in jih tja tudi vdajal. In enako delujemo tudi danes, delamo torej kot lokalno, delamo na nacionalnem ravni in tudi na mednarodnem področju z določenimi projekti. Torej, natančno lahko preberete vse o naši zgodovini po desetletjih. Samo upozorim, da je Pionirska že takrat imela v 60 letih, pa do leta 85 status republiške matične službe za področje javnih pionirskih in šolskih knjižnic, torej historiat, ob katerem ne bom izgubljala besed. Zdaj pa se pohvalimo tudi s tem, da smo od leta 2022 dobili status kompetenčnega centra, ki nas žene naprej, da smo dobri in še boljši, da ne spimo na lovorikah, ampak gremo pogumno naprej. Kronsko delo našega delovanja pa je seveda priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Začelo se v skromnih začetkih z revijo Otrok in knjiga, v prvih pregledih naših bibliotekarskih predhodnikov, ko so izpostavljali kakovostne knjige, ki so tedaj izhajale, ampak to je bilo lažje v tistih časih, ker zdaj ni bilo toliko. Na spletni strani dobite arhiv priročnikov, ki je prosto dostopen. Naročite si aktualni priročnik Habitati odrešitve, ki je še na voljo, lahko ga seveda naročite. In to je pregled slovenske knjižne krajine nekega leta, temeljit, ki ga upravimo 13-članski strokovni odbor priročnika. Imamo seveda tudi še recenzente za področja, kjer nam je potrebno njihovo znanje za še podrobnejši in poglobljen pregled.
Več o dvodelnosti bo povedala kolegica Kristina, ker se bo dotaknila tudi zlatih hrušk, ki izhajajo iz priročnika. Opozorila bi še na iskalnik zlatih hrušk, ki vam lahko odlično služi, ko iščete informacijo o določenih knjigah. Dostop o priznanjih zlata hruška, imate vse podatke o praznikih zlatih hrušk, vsa gradiva o moji najzlatih hruški, ki smo jo začeli v lanskem letu v MKL-ju, naročilo gradiv, od nalepk zlata hruška naprej, kriteriji vrednotenja so predstavljeni. Skratka, vse o tej temi, kako počnemo, zakaj, vse na zelo enostaven in kratek način. Torej, dičimo se s priročnikom, ki ga upošteva tudi pedagoška stroka, je uvrščen kot neke vrste svetilnik učiteljem, profesorjem, od vrtca po vertikali do univerze, v tem, katero gradivo predstavljati učencem in dijakom v razredu, katere so kakovostne knjige, da ne bi izgubljali energije in moči za to, da ugotovijo, kaj je dobro in kaj malo manj. Ponosni smo na strokovne srede, ki jih pripravljamo, imajo tudi dolgo tradicijo, preko 50. sezono že tečemo, ampak gledajte, to so korenine, morali smo pa upraviti temeljito tudi evolucijo in razvoj, da smo prišli do te faze, na kateri smo zdaj in seveda razvijamo še naprej. Stvari se v skladu z novimi časi boljšajo, potrebe časa so malo drugačne. Prihajate, vem, mnogi med vami tudi na naše strokovne srede, mesečne, tekoč program imamo predstavljen za to šolsko leto. Jaz bi vas povabila na velik dogodek, ki ga vedno praznujemo v Pionirski, to je naš aprilski simpozij. Praznujemo skupaj z Mladinsko knjigo založbo letos. Veselimo se ob 80. letnici Cicibanovega jubileja. Še je čas za prijave na simpozij do 11. aprila. Glejte, program smo natančno tudi objavili. To je celodneven program in je res od uvodnih govorov do strokovnjakov, sodelavcev Cicibana, do okrogle mize in do umetniškega nastopa dveh avtorjev, dveh Cicibanov, bi lahko rekla, češnjica na smetonovi torti. Zdaj bi samo še opozorila tudi prijavnico, imate zraven, tako da je vse na mestu, dovolj časa še, da se udeležite tega, mislim, da lepega dogodka. Lepo povabljeni, predajam besedo kolegici Kristini, da nadaljuje. Izvoli. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, bomo takole malo pohiteli, pa vas bolj kot ne še opozorili na aktualne zadeve, ki so zdaj v teku, ker verjamem, da po večini vse te stvari, ki jih predstavljamo, pravzaprav bolj ali manj na grobo poznate. V grobem, zdaj kolegica je že omenila zlate hruške. Torej, pripravljamo vsako leto zgibanko, ki na nek način izhaja iz priročnika, torej vse knjige ovrednotimo. Okoli 100 naslovov pridobi, večkrat več morda vsako leto, znak zlata hruška. Te zgibanke vem, da poznate, imamo jih še dovolj tudi za letos, tako da če bi kdo želel, se lahko samo eno nadstropje nižje oglasi pri nas, pa jih dobite za svojo knjižnico. Zlate hruške iz znaka zlata hruška seveda izhaja tudi priznanje zlata hruška in Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2021 vzpostavila partnerstvo z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije pri podeljevanju priznanj in seveda v 4 kategorijah, torej komisija na Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije izbira iz vseh teh hrušk potem v 4 kategorijah priznanja. Tako kot je že kolegica pokazala, tukaj so
vsa priznanja tudi navedena z vsemi utemeljitvami za vsa leta nazaj. Nekako spada kot en repek k priročniku, nasplošno tudi k vrednotenju, naš knjigometer, ki ga posodabljamo 2-krat mesečno. Torej, priročnik seveda izide z nekim zamikom, preden pregledamo vse to gradivo, ga preberemo, se pač predebatira vse vidike določenih naslovov. Potem seveda te knjige ocenimo in ves ta, bom rekla, proces izdelave priročnika je seveda dolgotrajen, zato izide z neko zamudo. Ta najnovejši, ki je šel novembra, seveda predstavlja založniško produkcijo iz leta 2023. Za vmesno obdobje pripravljamo knjigometer. To je pač neko, recimo temu prvo sito, ki ga opravimo v Pionirski, kjer na nek način presejemo knjige, tiste, za katere menimo, da so priporočljive in tiste, ki niso. In tukaj imate iskalnik, ki lahko, aktualno leto pomeni 2025, lansko 2024, z iskalnikom pregledate, ali je določena knjiga na našem knjigometru ali ne, če seveda želite v njej podatek, ali je kakovostna ali ne, seveda, to je naše mnenje, če ta podatek potrebujete, poiščete v Kobi, vrže vas na Kobis, tam potem vidite te sezname knjig. Tukaj bi omenila nekaj, kar ni sicer na spletni strani, ker je čisto poseben projekt in sicer evropski projekt Gbook, ki smo se mu priključili v drugi ediciji, torej Gbook 2. Gre za evropski projekt, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa in je namen njegov promocija literature brez stereotipov o spolnih vlogah, ki spodbuja rast pozitivne samopodobe, spolne identitete in tako naprej. V drugi ediciji smo se mu pridružili, sedaj pa teče tretja edicija, ki se je šele začela in je na nek način gremo po starostni stopnji više, torej ta bo namenjena mladim od 15 do 18 let. Gre za neke aktivnosti za vključevanje evropskih najstnikov v družbeno in čustveno izobraževanje preko književnosti, torej spet pozitivno naslavlja vprašanja spola in tako naprej. In trenutno pripravljamo mednarodno bibliografijo, ki bo iz 11 držav, torej skupna bibliografija, ki bo na voljo seveda tudi po koncu projekta. Prešli smo iz male na srednjo shemo, torej Gbook 2, Gbook 3, iz 6 partnerjev na 10+1, tako da je to kar, bom rekla, precej drugačen zalogaj, kot je bil v prejšnji ediciji. Predvsem pa smo mi odgovorni kot Mestna knjižnica Ljubljana v tem mednarodnem projektu za pripravo delavnic oziroma delo z otroki, torej aktivnosti za neposredno vključevanje ciljne publike. To se bo pa dogajalo predvsem naslednje šolsko leto, kjer bojo neke konkretne aktivnosti na neki določeni srednji šoli. O projektu seveda bomo več obveščali, ko bo informacija prišla tudi z strani seveda našega glavnega partnerja v javnost do te mere, da bo seveda kaj deliti z vami. V tem trenutku smo šele v pripravljalni fazi. No in seveda najbolj, bom rekla, aktualna zadeva trenutno, bralno spodbujevalna akcija, ki jo vsako leto pripravljamo ob 2. aprilu, Mednarodnem dnevu knjig za otroke, to je zdaj že tradicionalno. Povezujemo se z slovensko sekcijo IBI in prek nje z mednarodno IBI sekcijo, mednarodno IBI, ki je tudi letos na nek način vključila neko posebnost, tokrat mednarodni natečaj. Jaz ga posebej ne bom predstavljala, ker je predstavljen v tej naši brošurici, ki smo jo pravkar pripravili. To pa je brošura, ki vsako leto pripravimo tako brošuro, torej kot spodbujevalno akcijo z nekim izborom knjig na neko temo. Tokrat smo izbrali 100 knjig, ki bom večkrat pokazala, kako bo to, torej vse je že gor naloženo, Naj opozorim, ta plakat je tudi že narejen, če ga želite, ga lahko dobite v drugem nadstropju, prosim, oglasite se.
in pa bralni seznam, to je pa to, kar sem vam pokazala. Takole. Torej, z naslovom Te besede nekdaj moje so zdaj tvoje, tako smo nekako naslovili akcijo, ki izvira iz poslanice letošnje ob 2. aprilu, torej nizozemske sekcije IBI. No, in ta seznam prinaša torej 100 knjig, ki so prvotno torej bazirale na revijalnem tisku. Torej, knjižne izdaje, ki so bile narejene glede na to, da je neka vsebina, avtor-ilustrator, da je vse to že išlo v revijalnem tisku. Ciciban, Cicidol, Galeb in tako dalje, Pil. In to je izbor 100 knjig, ki je seveda, bom rekla, neka podporna vsebina našemu simpoziju, ki praznuje 80. obletnico Cicibana. Tako da to so pač neke vsebine, ki so narejene, upamo, za mentorje, prijazne uporabniku, da se jih lahko na nek način lotijo, da bi se prestrašili, da je preveč naporno, torej za šole, za knjižnice. No in na koncu imamo tudi predstavitev oziroma povabilo k bralnim dejavnostim in pa seveda vse te revije so tudi predstavljene, iz katerih smo črpali ta seznam. Tako da ta seznam je prosto dostopen, lahko si ga seveda tudi natisnete sami, tudi plakat seveda si lahko natisnete, ampak mi smo ga stiskali, tako da vas vabim, da pridete v drugo nadstropje in vam seveda bomo pripravili gradivo. To je to. Če je kakšno vprašanje? Na hitro. Lahko tudi kasneje, seveda. Smo v drugem nadstropju. Lahko tudi pišete na pionirska.flamkl.si. Jutri smo pa na kulturnem bazarju v Cankarjevem domu na stojnici bralne kulture, kjer promoviramo naše dejavnosti, ki so povezane s področjem bralne pismenosti in bralne kulture. Tako da se lahko vidimo v drugem prizorišču tudi jutri. Hvala za vašo pozornost. Če je karkoli nadstropje nižje, pridite v odmoru, na koncu kakorkoli že. Hvala.